Dobro, dober popoldne ali dober dan ali dober večer, kakorkoli že. Marsikaj, kar imam v svoji prezentaciji, danes bilo že naslovljeno, vendar bi se najprej, mogoče, da mi ne bo izšlo iz spomina, to, kar je rekla doktor Šterova, seveda glede teh tabel za določanje ogroženosti, seveda dejansko ni tako enostavno oziroma enoznačno. V resnici vse tabele precenijo ogroženost, to so Norvežani jasno dokazali, vključno s temi SCOR2 oziroma SCOR-OP2 predvsem. Tako da ni nujno, da so framingemske najslabše, ampak zelo verjetno bomo prav zaradi upoštevanja drugih lipidnih dejavnikov tveganja in ne zgolj celokupnega holesterola na te tabele tudi mi opozorili na poseben način. Dogovor je bil s strani delovne skupine za preventivno kardiologijo, da bo to ena pomembna tema naslednjega preventivnega foruma 11. marca 2022, tako da to že zdaj napovem. No, ampak nekako moja tema danes je bila pa, oziroma naša skupna tema, ki jo bom naslovil, ovire pri zdravljenju. Tukaj je bilo precej že povedanega. Jaz bom vendarle skušal najprej izhajati iz nekih naših podatkov, tako z ravni primarne preventive, sekundarne preventive, klinične prakse, torej zdravljenja dislipidemij in potem nekako opredeliti tiste ključne prepreke, ki seveda niso nič izvirnega. Torej mi nismo imeli nobene sistematične študije, da bi ugotovili kaj posebej izvirnega, pa tudi sicer v mednarodni literaturi kaj takega ni za najti. Gre za pač večznačen proces. Torej, nekako oris moje predstavitve, zakaj je potrebno aktivno iskanje hude hiperholesterolemije, kako je z hiperholesterolemijo in njenim obvladovanjem v Sloveniji in zakaj smo pri obravnavi neuspešni, torej kaj so te ključne ovire. Mi vemo, da seveda na pojavljanje pomembnih klinično-srčno-žilnih dogodkov, ki jim lepo slovensko rečemo MACE, tudi v kliniki, tako dobro zveni, Major Adverse Cardiovascular Events, vplivajo številne dejavniki in biološki dejavniki, kamor sodi hiperholesterolemija, so zgolj ena skupina, seveda predvsem za koronarno bolezen verjetno najpomembnejša, ampak je še kopica drugih, od vedenjskih, sociodemografskih, psiholoških in vedno bolj v ospredje prihajajo tudi okoljski dejavniki tveganja. Skratka, če gledate sodobno preventivno kardiologijo, boste ugotovili, da ti okoljski dejavniki tveganja že znatno posegajo med te najpomembnejše dejavniki tveganja. No, ampak ostanimo pri klasiki. Skratka, v že opisanem nacionalnem programu primarne preventive, tukaj seveda jaz imam še nekoliko več podatkov, ker seveda določene ambulante niso takoj prešle v sistem referenčnih ambulant in nenazadnje še vedno poročajo. Ta program v resnici še obstaja. Skratka, te vedenjski dejavniki tveganja so zelo razširjeni. Prekomerna telesna teža je zelo razširjena med slovenskim odraslim prebivalstvom od 35. do 70. leta. Nekje vsaj 2/3 je prekomerno težkih in seveda ni težko ugotoviti, zakaj je tako. Ena od pomembnih dejavnikov je nezadostna telesna aktivnost, torej ugotavljamo, da je tam 40% Slovencev v tem starostnem obdobju zasedenih in seveda to nima dobrih posledic. No, kar se bioloških dejavnikov tveganja tiče, je bilo že povedano, torej tudi nekje 2/3 odraslih ima celokupni holesterol nad 5 milimolov na liter in delež odraslih, ki so visoko srčno-žilno ogroženi, je nekje 21%.
V okviru tega programa smo se lotili tudi nekih določenih dodatnih analiz. Ena od takih je bila, da smo pogledali, kako je s prevalenco posameznih dejavnikov tveganja po regijah, no in ugotovili smo, da recimo hiperholesterolemija je zelo pogosta v jugovzhodnem delu in na Koroškem, po drugih regijah pa so pač nekateri drugi dejavniki tveganja bolj prisotni ali bolje urejeni. No, to tako mapiranje pravzaprav Slovenije služi lahko, če bi to seveda sistematično dejansko počeli, da bi v določenih regijah bolj poudarili ene dejavnike tveganja, v drugih druge, ampak mi smo pač šli v to smer, da v vseh poudarjamo vse podobno, kar je seveda z vidika enakopravnosti ok, vprašanje pa, če je z vidika hitre učinkovitosti to ok. No, tisto, kar pa v tem seveda nacionalnem programu nekako ohrabruje, pa je to, da pravzaprav ima znaten del oseb skupni holesterol v območju 5 do 6 milimolov na liter, torej kar ena tretjina, in seveda te je mogoče obravnavati zgolj in le z spremembami življenjskega sloga. Na ta način, seveda, če pacienti res spremenijo življenjski slog, lahko znižajo holesterol do 20% in tem celo ne bi bilo treba predpisati oziroma jemati zdravil. No, potem referenčne ambulante so tudi bile že citirane. Tisto, kar je mogoče za poudariti, je to, da v enem od poročil se seveda nakazuje, da je zvišanega holesterola samo 25% na slovenski ravni, kar bi lahko bil indikator, da zelo učinkovito v tej starostni dobi od 25 do 64 let obvladujemo hiperholesterolemijo, torej da so naši ukrepi zelo dobri, kajti prevalenca holesterola nad priporočeno mejo je sorazmerno nižja, kot je v nacionalnem programu primarne preventive pri starejših osebah. Seveda to variira po regijah. No, o družinski hiperholesterolemiji je bilo veliko povedanega v povezavi z odkrivanjem pri otrocih. No, na drugi strani imamo seveda odkrivanje družinske hiperholesterolemije pri odraslih osebah. No, in seveda imamo nekaj kriterijev, ki nam služijo kot pomoč, torej kdaj pomislimo na družinsko hiperholesterolemijo. Skratka, tukaj bi tudi opozoril na mogoče ne dovolj pozorno upoštevanje naših tudi slovenskih priporočil in evropskih smernic. V vsakem primeru, kadar gre za skupni holesterol nad 8 milimolov na liter, je potrebno ta dejavnik tveganja sam po sebi zdraviti, tudi če je tako imenovana izračunana koronarna oziroma celokupna ogroženost nizka. Skratka, to v vseh smernicah pravzaprav že poudarjamo. No, doktor Šterova je že povedala, katere so nekatere druge klinične spremembe, ki jih seveda iščemo, so sicer redko prisotne, ampak pacienta velja pogledati od glave do pete, zlasti za iskanje ksantomov, ksantelazem in podobnih kliničnih znakov. No, dobro poznamo pravzaprav prekrivanje klinične in genetske diagnostike družinske hiperholesterolemije. Skratka, mi tudi nimamo, če samo ključno stvar povem, znanih vseh mutacij, torej lahko je družinska hiperholesterolemija, tudi če mi genetsko ne potrdimo, in obratno. Tako da tukaj ne gre za neko 100% specifičnost in občutljivost metod, ki jih uporabljamo. In o seveda kliničnem pristopu k temu v naslednjem predavanju, ko se bomo pogovarjali o našem obvladovanju družinske in poligenske hiperholesterolemije. Zdravljenje hiperholesterolemije je zelo učinkovito
in seveda se ojačuje ali pa povečuje z naraščanjem ogroženosti. Skratka, pri visoko ogroženih je zdravljenje s statini bolj, pri manj ogroženih manj učinkovito, tako v absolutnem kot relativnem smislu. Torej, zdravljenje s statini lahko preprečujemo dogodke, kot so srčni infarkt, možganske kapi, periferne zaplete in pa seveda tudi najbolj grobi pokazatelj umrljivosti. Jaz sicer umrljivosti ne dajem toliko velikega pomena kot dogodkom, ki seveda imajo povezavo s kakovostjo življenja, kajti ko enkrat umreš, seveda itak zate se ne spremeni kaj bistvenega. No, in če gremo zdaj pa na sekundarno preventivo, so pa tu rezultati iz raziskav Euro-Aspire. Tu so prikazani rezultati za študije 2 do 5, torej od leta 2003 do leta 2018. To so raziskave pod okriljem Evropskega kardiološkega združenja v sekundarni preventivi, torej kako obravnavamo bolnike z že izraženo koronarno boleznijo. Mi vemo, da so to tisti bolniki, ki sodijo v skupino zelo visoko ogroženih, torej takih, ki imajo neko verjetnost dogodka v prihodnjih 10 letih, če jih ne bi obravnavali preko 40% po Framinghamu. No in vidimo, da pri teh bolnikih v praktično vseh raziskavah je bilo predpisovanje zdravil sorazmerno zelo visoko, vključno statini, torej v zadnjih 3 izdajah raziskave Euro-Aspire 5, Euro-Aspire 3, 4 in 5, okrog 90%. In vendarle, kot bomo kasneje videli, seveda pri obvladovanju dislipidemije oziroma hiperholesterolemije nismo uspešni. No, za Slovenijo bi rekel, da nismo tako zelo neuspešni, kot bi si morda nekdo mislil. Mislim, vsaj sekundarna preventiva je eno od področij, kjer se lahko primerjamo, vsaj v študijskem centru, ki je bil pač vključen v ta Euro-Aspire z naprednimi državami. Skratka, delež pacientov, ki so imeli holesterol v LDL nad 1,8 milimolov na liter, je bil med najnižjimi v tej raziskavi. Če v povprečju v 27 evropskih državah bilo takih bolnikov 71%, smo v Sloveniji v letu 2017 nekako beležili 61% takih, ali z drugimi besedami, okrog 40% jih je imelo urejen holesterol. No, tukaj so primerjave za Slovenijo in Euro-Aspire v celoti za vse te, torej 3, 4 in 5. No, in vidimo, da je bila Slovenija v primerjavi z povprečjem teh vključenih držav sorazmerno zelo uspešna. In tudi delež bolnikov, ki so prejemali statine, je bil visok, torej okrog 90%. No, zdaj pa, kljub temu, da v zelo velikem deležu tem bolnikom, ki to zdravljenje potrebuje, predpisujemo statin, bi pa pokazal rezultate ene starejših študij, torej DISIS, Dyslipidemia International Study, kamor se je Slovenija vključila v zadnji fazi, tako da v tej objavi, ko so rezultati pokazani, ni vključena, ampak analizirali podatke, kljub vsemu smo. Torej v Sloveniji je bilo vključenih 78 centrov in skupno 775 bolnikov, torej nekje 10 bolnikov na center. No in naši bolniki so se nekoliko razlikovali od globalnih podatkov, torej v večjem odstotku so imeli družinsko anamnezo prezgodnje koronarne bolezni, več je bilo hipertonikov, več je bilo visoko ogroženih in več je bilo tistih v okviru sekundarne preventive. Tako da to je treba pri interpretaciji rezultatov upoštevati. No, če pa pogledamo vrednosti lipidograma, so pa te zelo primerljive z globalnimi podatki, tako celokupni holesterol kot tudi posamezne komponente klasičnega lipidograma so zelo primerljive. No, tisto, kar smo takrat ugotavljali, je bilo to, da smo v bistveno večjem odstotku, to so rezultati izračunani leta 2012, torej nekje 10-12 let nazaj,
v Sloveniji predpisovali sodobnejše statine, torej v tistem času atorvastatin, tudi rosuvastatin, v primerjavi z globalno je bilo bistveno več bolnikov na simvastatinu. Tudi v višjem odstotku smo predpisovali ezetimibe, ki je bil dostopen, in celo nikotinsko kislino. No in seveda, če pogledamo, kako so pač bili urejeni naši pacienti glede na takratne evropske smernice, seveda lahko vidimo, da je Slovenija ne samo primerljiva, ampak v nekaterih komponentah boljša, kot so bili podatki globalno. No, naredili smo nekaj zelo poglobljenih analiz v zvezi s tem, no in tisto, kar so neki neodvisni napovedni dejavniki za ravni holesterola LDL, HDL in trigliceridov ob uporabi multivariantne logistične regresije, smo za Slovenijo ugotovili, da so neki pozitivni napovedniki, starost nad 70 let, uporaba statinov večje potence in zdravljenje strani specialistov, negativni napovedniki pa zvišan krvni tlak in povečan obseg pasu. No in konkretno primerjava z nekaterimi evropskimi državami, poleg globalne primerjave, tukaj vidimo, da je Slovenija z izjemo Nizozemske celo boljša glede doseganja nižjih vrednosti holesterola LDL kot druge evropske države. No in ti podatki se pravzaprav nič ne spreminjajo, torej tudi v letu 2020 raziskava Da Vinci je pokazala, da samo 1/3 zdravljenih dosega cilje, glede na smernice iz leta 2019. No in tukaj, če vas opozorim na izsledke te raziskave, kaj so možni razlogi oziroma vzroki za nedoseganje LDL holesterola po smernicah. Torej, na strani izvajalcev nepoznavanje priporočil, torej ko so spraševali terapevte, koliko so ciljne vrednosti, ti niso poznali, pol visoki stroški zdravil, torej recimo zaviralci PCSK9 seveda niso vsepovsod na voljo, niti ne do te ravni kot pri nas. In pa seveda tudi na strani pacientov, torej skrb v povezavi z seveda mnogimi objavami o škodljivosti statinov, pa tudi lastnih izkušenj glede neželenih učinkov zdravljenja. No in zdaj na koncu seveda nekaj o teh ovirah. Skratka, zdravniki niso samo krivi zato, ker ne poznajo smernic, ampak tudi zato, ker je usmeritev ob pomanjkanju, torej ob slabi preskrbljenosti zdravniki prioritetno v nekako reševanje akutnih težav, ker nimajo veliko časa, na srečo pri nas pomagajo diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah. Seveda pa napredek znanosti na tem področju je tolikšen, da seveda pač ni se mogoče izogniti temu, da gre za določeno pomanjkanje znanja in izkušenj in tudi spodbudnih povratnih informacij. Potem imamo seveda še druge deležnike, ki seveda ne odigrajo svoje vloge, kot bi bilo treba. Skratka, danes smo že slišali, kako počasi se recimo odziva vlada, torej zdravstvene politike se spreminjajo prepočasi ali pa sploh ne, da o implementaciji in učinkovitosti te implementacije niti ne govorimo. Strokovna združenja imamo tudi svojo odgovornost, očitno javnostim ne dajemo dovolj atraktivnih informacij, ker nismo zadosti prepričljivi pri prepričevanju javnosti in nenazadnje seveda moramo vendarle tudi vključiti paciente, torej okolje in socialne prepreke so pomembne, prepričane ljudi, pomanjkljivosti v izobraževanju, močni stereotipi in podobno. Tudi kar se tiče izobraževanja zdravstvenega osebja, torej verjetno nismo dovolj dobri, torej zdravstveno osebje je slabo osveščeno, nenazadnje vidimo to zdaj tudi pri tem problemu pandemije. V bistvu pri aterosklerozi gre za pandemijo že nekaj desetletij.
Morda nismo dovolj učinkoviti pri izobraževanju z vidika komunikacijskih spretnosti in konec koncev treba je priznati, da še vedno je naše zdravstvo bolj usmerjeno v sekundarno in manj v primordialno preventivo oziroma javno zdravje. Torej, o sistemskih težavah sem govoril z vidika te vladne neodzivnosti oziroma neučinkovitosti, na drugi strani seveda so ti skupnostni dejavniki, družbeni dejavniki, dejavniki strani bolnikov. No in tukaj nedvomno moramo vložiti, kar je mogoče, seveda naporov v to, da bi tudi mi sodelovali pri transformaciji medicine v smislu napovedovanja, personalizacije in seveda predvsem sodelovanja bolnikov, ker to je tisto, kar vodi v opolnomočenje in to je nenazadnje seveda nek krog, ki pač pri katerem se ne moremo zatiskati oči, samo ob seveda implementaciji vseh teh ključnih ali pa temeljnih stebrov, seveda bomo prišli do boljšega obvladovanja kardiovaskularnih bolezni. No in končal bom s tem, da seveda zagotavljanje sodobnih načinov obravnave in zdravljenja ni dovolj, torej bolj se moramo osredotočiti na individualne izbire zdravljenja za posameznikov in posvetiti izboljševanju adherence, kar pa je mogoče samo z vlaganjem v izobraževanje, komunikacijo, prosvetljevanje in opolnomočenje bolnikov, ki ne smejo ostati samo neka paradigma, ampak se moramo lotiti konkretno v vsakdanji klinični praksi. Hvala lepa.